so se mu, ker so bile izmučene in razkropljene, pa kot ovce, ki nimajo pastirja. Tedaj je rekel svojim učencem, žetev je velika, delavcev pa malo. Prosite torej Gospoda žetve, naj pošlje delavce na svojo žetev. Poklical je k sebi svojih 12 učencev in jim dal oblast nad nečistimi duhovi, tako da so jih izganjali in ozdravljali vsako bolezen in vsako slabost. Imena 12 apostolov pa so: prvi Simon, imenovan Peter, in njegov brat Andrej, Jakob, Zebedejev sin, in njegov brat Janez, Filip in Bartolomej, Tomaž in cestninar Matej, Jakob, Alfejev sin, in Tadej, Simon Kananej in Juda Iškariot, ki ga je izdal. Teh 12 je Jezus poslal in jim naročil: ne hodite na pot k poganom in ne vstopajte v nobeno samarijsko mesto. Pojdite rajši k izgubljenim ovcam Izraelove hiše. Spotoma poznanjajte in govorite: nebeško kraljestvo se je približalo. Bolnike ozdravljajte, mrtve obujajte, gobave očiščujte, hudobne duhove izganjajte. Zastonj ste prijeli, zastonj dajajte. Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Jezus se je v nekem trenutku očitno zavedal, kako veliko delo je, ki čaka njegove učence. Ker če hočejo evangelij razširiti po vsem svetu, je bilo pred temi možmi enormno delo. Zato poziva, da jim pravi, žetev je velika, delavcev pa premalo, zato prosite Gospoda žetve. To je obenem tudi glavni in vodilni stavek, kadar se vernikom naroča in se jih prosi, da molite za nove duhovne poklice. Moje mnenje je, ki ga nikar ne povejte na škofijo, moje mnenje je, da je samo moliti za duhovne poklice velika neumnost. Namreč, najprej je treba moliti za že obstoječe duhovnike, redovnike in pa redovnice. Namreč, da bi vzdržali pri delu, ki ga upravljajo. Večina duhovnikov je starih. Povprečna starost duhovnika v ljubljanski škofiji je blizu 65 let. Neprimerno več je, ko vsako leto umre, kot pa je novi. In župnije, ki ostajajo brez duhovnikov, se dajo v upravo sosednjemu župniku, ki ima tako in tako že kakšno veliko župnijo ali pa vsaj dve. Recimo, vaš gospod župnik, notranje Gorice so mu prepopali in zdaj tera dalje. Tisto, kar so včasih popravljali 3 duhovniki ali več, danes upravlja en sam, ki je navadno sivolas in pa sključen. Tisto, česar se na škofiji ne zavedajo ali pa premalo zavedajo, je, da duhovniki nismo supermeni. Če pa že molite za duhovne poklice, potem molite za duhovnike, ki bodo v prvi vrsti sveti. Živimo namreč v družbi, ki je tako temeljito Boga dala na stranski tir, da tu lahko stvari premaknejo samo še svetniki. Obenem pa tudi živimo v obdobju, ko je večina kristijanov bodisi mlačnih in zelo neopaznih, ali pa je peščica kristijanov, ki od duhovnika pričakujejo in zahtevajo enostavno preveč. Če že molite za nove duhovne poklice, potem molite za duhovnike, ki bodo obenem dovolj močni, trdni in pa imeli čim debelejšo kožo. Mnogi mladi duhovniki namreč, ko dobijo prvo župnijo, že po kakšnem letu, 2, 3, želijo oditi iz župnije, zato ker so ljudje prezahtevni, ker je dela preveč in ker imajo občutek, da je njihovo poslanstvo povsem nekoristno.
Nikogar se jim zdi ne morejo navdušiti za Jezusa, edino, kar lahko spremenijo, pa je, da obnavljajo stare zidove in strehe, izpolnjujejo obrazce in pišejo razna poročila na škofijo. Zato, če molite za duhovne poklice, molite obenem tudi za vas, da vam Bog da spoznanje, kje, kaj in kako pa vi lahko duhovniku pomagate. Navadno se misli, da je to delo mežnarja, članov župnijskega sveta ali pa ključarjev, vendar to ne drži. To je naloga vsakega hvalana. Kaj lahko storim, kako lahko sodelujem, kako lahko pomagam, kako lahko razbremenim župnika, ki ima tako in tako preveč. In Jezus je dal svojim učencem posebne moči, da so čudežno ozdravljali izganjali hude duhove, brez dvoma bili tudi čez noč dobri govorniki. Danes duhovniki nimamo te moči, danes lahko prej govorimo o nemoči kot o moči duhovnikov. Zato, če molite za duhovnike, za nove duhovne poklice, molite za takšne, ki bodo podobni apostolom po binkoškem prazniku. Amen. Da ni bilo manj pitati. Kar stanite, pa izpovejte. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, svetih življenj in stvaritev, in enega Gospoda Jezusa Kristusa, edinorojenega Sina Božjega, ki je začeta rajati pred vsemi, in je od Boga, dušo duši, kraj Bog od kraja Boga, kraj je ustvarjen, enega tisto začeto, in je po njega vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega različenja prišel iz nebes in se v Kristu posvetil Duhu iz Marije Device in postal človek, bil je tudi križan za nas, od Poncija Pilatom je trpel, in je bil porožen in tretji dan je od mrtvih vstal, od pričevanja pisma in je šel v nebesa, sedi na desnici Očetovi in bo svet prišel slavi svoji življenje in njegovemu kraljestvu ne bo konca in svetega Duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja z začetkom in sinom, ki ga z začetkom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih in eno sveto katoliško apostolsko cerkev, priznavanje krst, odpuščanje grehov in pričakuje spremenje mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Bratje in sestre, Gospod nas kliče še ljudstva miru in ljubezni, iskreno ga prosimo. Naj redovniki in redovnice pogumno živijo v veselo znamilo. Prosimo, da različiš nas. Naj javni delavci prispevajo k lepši in bolj pošteni družbi. Prosimo, da različiš nas. Naj vsi tukaj zbrani nesoglasja in zamire rešujemo s pogovorom. Prosimo, da različiš nas. Naj vse, ki jih ima v oblasti hudi duh, pozdravi tvoja moč. Prosimo, da različiš nas. Naj pokojni, ki so nam posredovali vero, počivajo v tvojem miru. Prosimo, da različiš nas. Gospod Jezus, pomagaj nam vztrajati v izkazovanju dobrote in plemenitem služenju svojim bližnjim, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen.